Civilna iniciativa je minulo soboto na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici pripravila protestni shod za Pohorje brez vetrnih elektrarn. Okoli 40 protestnikov je glasno izrazilo svoje nestrinjanje z načrtovano postavitvijo vetrnih elektrarn na območje Pohorja. Izjavo civilne iniciative je podala Tatjana Brumec. Pohorje v luči aktivnih odzivov širše javnosti, ki nasprotuje umeščanju vetrnih elektrarn na območje Pohorja in današnjega shoda, na katerem želimo opozoriti na perečo problematiko, podajamo sledečo izjavo. Pohorje z ohranjenimi gozdovi, vodami, krajino, ki jo je skozi stoletja oblikoval pohorski človek, sodi med najbolje ohranjena naravna območja v Sloveniji. Njegovi gozdovi dajejo kruh generacijam Pohorcev, vsem ostalim pa nudijo številne usluge, kot so čist zrak, uravnavanje klimatskih ekstremov, prispevajo k zagotavljanju zadostnih vodnih virov, so ponoro pika, ščitijo pred plazovi, obnavljajo prst, nudijo nam mir, prostor za sprostitev, rekreacijo in turizem. Pohorje obsega okoli 770 kvadratnih kilometrov in je v več kot 70% pokrito z gozdovi, kar predstavlja zelena pljuča za več kot 300 tisoč okoliških prebivalcev. Z načrtovanimi vetrnimi elektrarnami na območju Pohorja bi bilo potrebno posekati 100-letne gozdove. Za samo gradnjo le-teh, kot tudi za izvedbo kablovodov, dostopnih cest ter druge potrebne infrastrukture. Za vsako izmed elektrarn bi bil potreben posek gozda v izmeri 70x70 metrov. Iz nadpohorskih smrek bi štrlele okoli 6krat višje vetrne elektrarne. Pohorske ceste bi bilo potrebno razširiti na vsaj 4 metre, zgolj zato, da bi se na območja gradenj lahko pripeljalo sestavne dele vetrnic. V ovinkih bi bile te razširitve še mnogo širše. Za delovanje vetrnih elektrarn so potrebna olja in maziva, ki predstavljajo ob morebitnem izlitju grožnjo pohorskim vodnim virom. Pohorje bi tako postalo degradirana tehnološka krajina, polna presek novih dostopnih cest, vkopanih kablovodov in delujočih vetrnic, katerih slišni in neslišni hrup ima negativen vpliv na vsa živa bitja. Nenazadnje je Pohorje tudi zaradi ohranjene narave številnih rastlinskih in živalskih vrst, ki jim nudi dom, prepoznano kot eno izmed najvrednejših naravovarstvenih območij v Sloveniji. Civilna iniciativa zaradi vsega navedenega ostro nasprotuje kakršnekoli umeščanju vetrnih elektrarn na območje celotnega Pohorja. Izjemnega pomena je prepoznavnost in vključenost Pohorja v regijske načrte razvoja zelenega in trajnostnega turizma. Njegov turistični potencial predstavljajo širni gozdovi, možnosti za številne prostočasne aktivnosti v naravi, bogata zgodovina, ohranjena naravna in kulturna dediščina ter tradicionalne obrti, pridni in pa gostoljubni Pohorci. V nastajanju je regijski park Pohorje. Z načrtovanimi posegi bi se izničilo ves, tudi turistični potencial, ki ga Pohorje premore in na katerem se gradi vizija za človeka in naravo skladnega razvoja. Ali bomo dopustili kapitalu, povrhu še tujemo, da degradira, uniči najvrednejše, s čimer se ponašamo v ožjem in širšem prostoru? Ne! Za dobičke tujih kapitalistov, ki bodo potem, ko bodo zlorabili Pohorje, odšli od tod, zaslužki v žepih, nam pa prepustili uničeno, izkoriščeno in degradirano Pohorje. Ob navedenem pa ne moremo mimo sledečega, kakšno zeleno politiko zasleduje naša država, če s postopki, ki jih pelje, omogoča umeščanje takšnih objektov na najbolj zelena območja v Sloveniji in jih s tem degradira. Je to potem res še zelena energija oziroma zelena politika? Ne!
Sprašujemo se tudi, po katerih parametrih je bilo prav Pohorje prepoznano kot najprimernejše območje za umeščanje te energetske infrastrukture. Civilna iniciativa za Pohorje brez vetrnih elektrarn poziva vse odločujoče, lokalno skupnost, državo, strokovne institucije, ministrstva, da nemudoma prenehajo z vsemi postopki umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorje, ne glede na to, ali se postopek vodi na podlagi občinskega prostorskega načrta ali pa preko državnega.